V pomirjajoči senci dreves, obkrožena s pravim zelenim rajem, živita krajinski arhitekt in oblikovalka tekstilnih izdelkov, ki sta dom in vrt uredila tako, da častita preteklost, uživata sedanjost in na vsakem koraku izkazujeta znanje ter pretanjen čut za lepo. Kar boste videli sedaj, je domišljen preplet rastlin, materialov, zgodb in predvsem znanja. Vrt in hiša v vasici Lobček na Dolenjskem vam bosta pobožala srce in pokazala, kako to počnejo strokovnjaki. Saša in Mitja, živjo. Živjo. Nekaj me zanima najprej, kakšnega duha časa in kakšne zgodbe v svojih stenah nosi tale vajina hiša? Ja, hiša je sicer nova. Zdaj smo v hiši 11 let. Stoji na mestu, kjer je včasih stala štala, skedenj in drvarnica. In bila pa je to sicer domačija moje babice. Torej, to nismo zdaj v obnovljeni hiši? Ne. Vse na novo, ne? To je nova hiša, zasnovala sva jo v bistvu midva sama. Od zunanjosti do interjerja in seveda tudi pač vrta, ki je neločljivi del te hiše. In ta hiša je bila čisto iz funkcionalnega razloga umaknjena v vrt med obstoječe orehe, ker pač stara hiša je bila prej ob cesti, ker je bila v njej gostilna, trgovina. Drugače pa cela ta vas naša je bila v bistvu grajska vas, gradu Boštanj. V bistvu je Graščak dal zemljo svojim obrtnikom, zato se tudi pri nas reče pri kovaču. Mene ljudje v vasi poznajo kot, jaz sem pač domačina, kot Kovačev Mitja. Hiša je sezidana iz sporobetona s 50 cm debelimi zidovi. Kakšnih starih kovaških detajlov na njej ni, zato pa sta lastnika duh kovaštva poustvarila s kovinskimi detajli, kot so portal pred hišo, kovinske stopnice in hišna kapela. Saša, popeljite nas prosim z besedami malo po prostorih vajine izjemne hišice. Torej, spodnji del je v bistvu namenjen bolj bivanskem delu, se pravi kuhna z jedilnico, pa potem naprej v dnevno sobo. V bistvu imamo dosti odprto, tako da je to zračno, da krožni promet teče nemoteno, ampak velika je dovolj za nas 4. Spodnji del imamo na oni strani spalnico. V bistvu sem malo razmišljala, ko bova enkrat stara, mogoče ne bova mogla po stopnicah. Pa si bova midva spalnico kar spodaj naredila. Otroci imajo pa v zgornjih prostorih, se pravi vsak svojo sobo, hodnik, kjer je niša, kjer imata računalnik in pa kopalnico. Ja, v bistvu iz stare hiše smo ohranili tole gredenco, ker imamo notri spravljen porcelan, krožničke, spodaj imamo nekaj tekstila, pa v spodnji omari so tudi še dodatni krožniki, lesene deske. Čudovitko, koliko približno je tole staro? To bo... Ja, restauratorka je takrat rekla, da je to tam okrog 150 let staro. Recimo tista miza tam je bila prepeljana, ena teta, ki je prišla na domačijo tukaj živeti iz Ljubljane, je prepeljala to mizo, in recimo med vojno so na tej mizi bili od italijanskih kafetijer do nemških strelov, sledi na mizi so, Vse te zgodbe stare smo vključili v neko novo zgodbo, In tudi to pohištvo, te detajli, ki jih imamo zdaj, so, recimo, miza je iz našega oreha, ki je bil sušen na naraven način. Aha, ki je stal tukaj na tem posestvu? Tako, ja. Če že mora opasti, vam daje krasno zatočišče. Da bo tudi zato, da pač se uporabi masiven les, da bo lahko mogoče tudi nekdo od naših otrok je vzel sabo ali pa kakorkoli. Potem se pojavljajo kosi, klasika slovenske oblikovanja, Rex, sicer tukaj v novi podobi, Potem imamo nekaj italijanskega pohištva, stoli, pa recimo mizica, Potem se pa angleške tapete, Angleške, tele s ptički? Tako. Smo imeli pač več naborov, kaj bova dala, in ene so bile take velike rože, pa pač različni motivi in vse, kar sva dala gor, se ni zlilo z okoljem, vse je nekako tako zelo štrlelo, bi temu lahko rekla. In pa sem nekaj, dajva nekaj, da ko sva noter vidiš zelenje ptiče in ko gledaš ven, je ta neka ista scena. Tako da v bistvu ne moreš ločiti, a si zdaj not, a si zunaj. Zakonca Škrjanec v hiši nimata lončnic, ker sta vse skozi povezana z vrtom in v njem rada odrežeta sveže cvetje, s katerim popestrita interjer.
Zdaj le imamo te bele hortenzije, zato ker pač je bilo zdaj veliko teh neurij in vsakič je kaj polomil in porežeš, odrežeš, pospraviš in je to, ne. In tudi dejansko sva zelo taka, da veliko menjavava, od namiznih tekačev do prevlek za blazine, ne. Koncept cele hiše je to, da se čim več odpira na vrt, ne. K vrtu še pridemo, ampak ko smo že pri sodobnih slovenskih oblikovalcih, tukaj je kar nekaj takih res lepih kosov, katerih avtorica je pa Saša, ne? V bistvu je samo obrtnica, kar se tiče izdelave, a ne. Dizajn pa to pač skupaj predebatirava, oziroma pač vsi motivi izhajajo iz naše dediščine, vsi spomini na babico, na dvorišče, na zgodbe, ki smo jih slišali od babic in dedkov, in potem to pač Mitja računalniško obdela, jaz sem pa potem tisti obrtnik, ki to potiskam. Ampak zdaj bi bil greh, če ne bi se sprehodili še malo po zunanjosti. Vi ste krajinski arhitekt in mislim, da ravno okrog hiše imamo eno čudovito razstavišče, kaj se da na lep način narediti z rastlinami, kako urediti okolico. Kaj vas je vodilo? Kaj so bile glavna vodila? Ja, v osnovi, krajinski arhitekti gledamo na prostor celostno. Se pravi, za nas ni vrt samo zbirka rastlin. Za nas je vrt ključna povezava med tem, kako je hiša sama umeščena na parcelo, kako se odpirajo pogledi, kako so te plasti v vrtu, ki nam celoto ustvarjajo, ne. V bistvu hiša je umeščena med dva obstoječa oreha in eno staro vrtnico, popenjavko, vijolično cvetočo sorte Feilchenblau, in želeli smo te stvari ohraniti na svojem mestu. In najbolj pomembno je ta oreh tukaj spredaj pred spalnico, ker je na južni strani in nam dela senco. V bistvu v spodnjem, v pritličju, pri nas brez klime, brez kakršnih koli, imamo do 22-23 stopinj poleti. Ker vsi, ki pridejo v hišo, vi imate pa klimo. Okna so zaščitena z drevesi, ne? Imamo ta velik oreh, potem imamo spredaj gručo japonskih češenj in sonce nam pada tako, in dejansko imamo cel dan skoraj tukaj senco. Listopadna drevesa so pa zato, da imamo po zimi sonce. Cel vrt je tako zasnovan kot en eksperiment. Že takrat pred 12 leti, ko sem ga snoval, sem določene stvari vpeljal na novo, recimo peščene zastirke. Takrat skoraj nikjer ni bilo peščenih zastirk pri zasaditvah trajnic. Danes so že zelo pogoste. Zadnji del je sadovnjak s travnikom in ta naš cvetoči travnik je klasičen travnik, spomladi z ivanščicami, kaduljami, travami. In to je dejansko, ga pokosimo 2-krat ali 3-krat na leto. Letos ga bomo najbrž 3-krat, ker je to kobilice padavina. Travniki so bogastvo za živali, so niša, ekološka niša za živali, za čebele, za celo vrsto enih prebivalcev, ki jih dejansko niti ne vidimo. In kaj je pomembno pri travnikih? Da jih ne gnojimo. Ker če jih gnojimo, dobimo regrat. Ena zelo markantna tale brugovita je tam snežna kepa. Ja, snežna kepa. Snežna kepa je pa ta tukaj v tej osi. Je sigurno stara več kot 100 let, ker imamo eno fotografijo iz, mislim, da je 63. leta, kjer je že polovico velikosti zdajšnje in spodaj se pasejo kokoši. No, in tam je bila ideja in navdih za tekstilne izdelke za v kuhinjo z motivom kokoši, in petelina in tako naprej. Z te fotografije? Ja, z te fotografije. In potem tudi v bistvu vse te potiski lili, češnjevih cvetov, potonik, to je dejansko, to so bili te prvi naši potiski. Mi hišo sezidamo, je v enem letu taka kot na renderjih od arhitektov. Interjer, eksterijer, vse je tako kot je. Vrt pa rabi čas. Ko mi posadimo drevo, bo drevo čez 20 let šele imelo tisto svojo podobo, ki si jo želimo. In dejansko, tudi dostikrat govorimo pri vrtovih o trendih. Jaz se temu načeloma izogibam. Vrtovi morajo biti brezčasni. V vrtovih nimamo trendov. Mogoče so trendi pri rastlinah, ampak sam vrt, govoriti, kakšen vrt je pa trendovski, pa nima smisla. Ker vrt bo lep šele čez 10 let. Kaj bo takrat v trendu? Mi lahko na vrtnem stolu zamenjamo blazino, ki je takrat v trendu. Sama struktura vrta pa mora biti v bistvu brezčasna. In to je tudi dejansko moja filozofija. Kot strokovnjaka
in kot tistega, ki ustvarja neko intimo ljudem. Ne. Mitja, vi ste rekli, kako, da so vam rekli tukaj, oziroma vam še rečejo Kovačev Mitja. Veste, kaj jaz bi na koncu lahko ugotovil samo še to, da v vajnem primeru je pa Kovačeva kobila res dobro in elegantno obuta.